In na Pop TV-ju se je zaključilo snemanje ene zanimive nadaljevanke in predstavljam vam mojega najljubšega slovenskega igralca, to je Igor Štamolak. Hvala, Katja. Kjera nadaljevanka, kakšna je bila tvoja vloga? Dejansko smo končali prav danes to nadaljevanko z naslovom Swingeri. Govori o problematiki med enim in drugim spolom, se pravi vojna med spoloma. Je približno 30 delov, vsak teden se bo vrtela torek, sreda in četrtek, od 4. oktobra naprej. Kakšna je moja vloga? Vloga Tineta, Korošca, ki pride Korošca, fanta, ki pride iz Koroške v Ljubljano in hoče na vsak način uspeti. Tukaj spozna svojo ljubezen, pod narekovaji, hoče v bistvu dobiti samo tajnico, ampak Viki, ki jo igra Nina Osenar, nekako mu zblodi glavo in dejansko je njun odnos predvsem izkoriščevalni. Ni simbioze, ampak izkoriščevalni. A to pomeni, da boš govoril po koroško? Da. Zelo sem se veliko ukvarjal s tem, ne. Pred leti, ko sem končal akademijo, je bila v bistvu ta prva vloga v profesionalnem teatru, v Prešernovem gledališču od Malomečanska svadba v režiji Vita Tauferja. Sem že takrat v bistvu preizkusil v koroščini in to je zelo problematično, zaradi tega, ker ko priješ na akademijo z govornimi vajami, prideš nazaj prideš v zborno slovenščino in tukaj smo spet iskali dejansko to povezanost zbornega jezika s koroščino, se pravi fraze, besede, ki jih ljudje v Ljubljani oziroma v Sloveniji ne razumejo, naprimer lavženki, to boš ti vedela, so otroci, kolunteži, vse te stvari, ki jeziku dajo zelo bogato strukturo. In sem zelo vesel, da bomo lahko v bistvu gledali lik Tineta v koroškem dialektu. Jaz tudi. No, vidiš. Ja, a vidite, še enega korošca imamo. Ampak veš, koliko so te dobro speglali na akademiji? Nič se ti ne sliši zdajle. Čisto nič. Kaj češ ne? Profesionalc, to pravi. Profesionalen. Kjerem koncu scene si bil največ? Tukaj je moško stanovanje. Tukaj je Tine najel to stanovanje, nad nami živi landlordka, gospa. V sosednjem stanovanju pa živita dve ženski. Tukaj živiva pa z Sašo. To je moj cimer, prej je bila pa Viki, ampak smo se skregali in smo šli. V glavnem, to vse po 30 delih nekako boste ugotovili, kdo je v katerem stanovanju, zakaj je v katerem stanovanju, kdo ima koga rad, kdo koga čuti, kolikokrat se Tine vrne na Koroško, kaj dela na Koroškem, kaj si želi. Naprimer, ena zanimiva stvar iz Koroške uvaža Mivko. In to blazno uspe njegov Mivko? Mivko, ja. Njegov profil oziroma njegov biznis za laufa, ampak zelo kratkotrajno. Koroška Mivka v Ljubljani. Ampak to so stvari, ki boste detajli. Ki jih boš tudi ti, upam, opazovala in spremljala skozi celotno nadaljevanko. Veš, da bom, če ti igraš. Je pa fino zaradi tega, ker se začne šele 21:45 in ljudje kot smo mi, ki najbrž delamo tam po 8 uri še, priješ domov in lahko takrat vklopiš program, A-kanal in pogledaš. To pa ne smemo. Ja, pa lahko. Še enkrat povedal. Lahko? Ja, vklopiš program 21:45 Ja, zakaj pa ne? in Že ne bomo najdeš Viki povedali. na televiziji. No, kako je izgledalo tvoje poletje, še za konec, tako na kratko? Najbolj zelo naporno, kakor jaz Letos ni vem. bilo nič poletja. Končala se je zadnja predstava Akvarij Evalda Fliserja v režiji režiserja Dušana Mlakarja v Ormožu na festivalu. Tam so me transportirali v Svečino, kjer sem snemal film za Vinkota Möderndorferjem, Vaja zbora. Snemal sem en mesec in po enem mesecu so me direkt transportirali v Ljubljano, kjer sem snemal to in zadnjih 9 dni sem
razdeljen med Kranjem in med Ljubljano, zaradi tega, ker sem že začel pač vajo v matičnem teatru, Prešernovem gledališču, kjer pa delam vlogo odvetnika Braka v Ibsenovi Hedi Gabler v režiji Edvarda Millerja. Odlično, Igor. Mi teče Priden jezika, si. ne? Teče ti jezik, tako je treba. Moram iti na vajo. No pa pejte.